Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Prijatelji, lepo pozdravljeni na tale prečudoviti kulturni dan. Ravno kar sem prebral neko zanimivo anketo z najem približno 1000 objavljeno v publikaciji Večer, ki pravi, da se 75% vseh vprašanih današnji dan ne bo polotilo prakticirati kakršnekoli kulture. Kljub vsemu bomo v toplovodu danes kulturno debatirali o nekulturni kulturi, fiskulturnih turbočasov z delovnim naslovom, kaj nam bo kultura, če imamo kolajne. Ampak ne mešamo hrušk z jabolki počasi. Najprej sledi klasičen pozdrav. Mati Zinka, konziljere, Štefan Prerok, Janez Prinašalec, Srečko Razumnik, Maži Melita in ostala elita. Spet smo z vami, toplovod, ponoven tudi ženitna posredovalnica. Cirej, moj maestro, samo poglejte ga, fanta, po 14 dneh trdega boja s težko boleznijo je kot Apolon ukorakal za komandni pult in jih suče kot še nikdar. Lastnik vsaj 3 pnevmatskih kladiv, vesel sem, da si zopet z nami. Na kulturni dan, na najbolj za lase privlečen praznik, kar jih je, kajti pravi teater absurda je, da danes ne delamo za kulturo, pa nam kratko malo dol visi, ker smo kolektivno po svobodni volji očitno večinsko izbrali pot nekulture, pote marketinške kulture, pot poniglavosti oziroma popravljam, ker se brško ne motim, odkar se kulturni boj vsled nekulturnih političnih propagand poglablja, je kultura postala, tako kot mora biti, en tak vsakdanji predmet tudi nižjih oblik občevanja, da ne rečem političnega obračunavanja, in nam je seveda spet nekoliko bližje. In živimo v časih, ko je harmonika postala harmoniki klarinet. Če bi pravilno parafraziral človeku volk. Okay. Danes se bomo spraševali, kadar pride toplovod na današnji dan oziroma na kulturni dan, kakšna je sploh vloga kulture v teh časih. In časi so čudni in zanimivi in verjetno se je tudi vloga kulture in oziroma vaš odnos do nje ali njen odnos do vas malce spremenil. Zato v premislek ponujam par vprašanj. To večno vprašanje, zakaj mi kot družba sploh potrebujemo kulturo? Ali pa zakaj jo vi osebno? Pa kako si recimo kulturo kot neko vrednoto predstavljate vi? Ne? Ker če bi šli zdaj po cesti anketirati, bi se vsi strinjali, da je kultura silovita vrednota, ampak verjetno je treba kljub vsemu vzpostaviti nek bolj rafiniran odnos do tega in znati kaj povedati. Ok, pa v aktualne čase je vloga kulture, samo vprašam, oziroma sprašujem vas, a je vloga kulture, da povzdiguje akterje, recimo politične pa gospodarske moči in njihove ideje? Pa kak naj bo spet odnos med politiko in kulturo in vami? In pa seveda še najbolj tako očitno, lahko pa tudi prakticirate kulturo danes v živo v eter, recimo s tem, da poveste, kako simpatično poemo, na temo, kako si kulturo kot vredno predstavlja politika novega kova. Se mi zdi, da boste danes po 3 dneh, ko ste izlivali terabajte čustev zaradi športnic in športnikov, sigurno premogli kak pameten odgovor tudi v to smer. Praznik kulture je, ne? Danes. Slovenski kulturniki se že dolgo časa, pravijo, niso počutili tako zgodovinsko kulturniško, ne? Da ne rečem, da so bili tudi kot branža eni večjih osmoljenk in osmoljencev. Pandemije, politika, to veste, neposlušnim zapira pipico, ker je več kot očitno mnenja, da kritična kultura ni nekaj, kamor bi uradniki, ki so
podrejeni tej izvoljeni politiki nakazovali naš cash. Sicer pravijo, ja, da so izdatki za kulturo večji, kot so bili kadarkoli, ampak ta selektivni del je več kot očiten. Ne? Tukaj naj bo konsens. Se razumete, ne morejo lajbah scati v posodo, iz katere pijejo, iz česar lahko izpeljemo misel, ki jo ljudje večkrat ponavljajo, tudi na digitalnih občilih, torej Twitterju, Facebooku in ostalih poljanah, necenzurirane občanske misli. Kulturniki pač povzdigujejo Slovenijo, kakršnakoli že je, tako kot to stori Peter Prevc v naših očeh na olimpijskih. Kvazi kulturniki pa nam pacajo kičast avtomit, da se imamo fajn. Zakaj jim ne bi vzeli vsaj proračunska sredstva, če jih že ukiniti ne moremo za vselej? To je ena ideja. Ne rečem, da drži. Ideja številka 2, ki iz te izhaja, bi lahko rekla, da je prava kultura tista kultura, ki slavi naš narod, naš nacionalni mit, je ljudska, je lahko razumljiva in zveni nekako tako, kot Jože potrebuješ na zadnji državni proslavi, ko je zapel tisti legendaren vers: pozabimo na špetir, pod Alpam naj bo mir. Če sem prav razumel oziroma razbral, je jedro razkola v 2 idejah. Kultura skratka ne komentira družbeno-politične realnosti, če pa jo že, naj jo s pozivi k optimizmu, k sreči, k spravi in nekako z utrjevanjem vere, da smo na pravi poti, če že nismo povsem tam, kjer se nam zdi, da bi po nacionalnem mitu morali biti. Skratka, kultura kot PR državne politike oziroma kultura, ki utrjuje mainstream agendo. To ni pravzaprav nič novega, te ideje vzniknejo pravzaprav vedno ali pa postanejo bolj transparentne vedno, ko oblast prevzamejo občasno bolj avtoritarni škrici povsod po svetu, ne? Kar je mal bedasto in skregano s tem, kar uči zgodovina, ne? Kajti vsi veliki, če naštejem te za 5. razred osnovne šole, Trubar, Prešeren, Cankar in še kdo, so imeli v času svojega delovanja težave s takratnimi akterji družbeno-politične moči. Ne? Tiste, ki so oblastem lezli v rit, je zgodovina, glej ga zlomka, pozabila. Ne? Prešerna, na primer, ne? Čigar dan je danes, je zaradi njegove politične nekorektnosti en deželni policijski uradnik, ki je bil med drugim pristojen tudi za izdajanje teh cehovskih licenc, v njegovem primeru pač advokature oziroma odvetniškega dovoljenja, tako jeba v glavo, da mu je šele pri Pesnikovem 46. letu izdal patent za upravljanje poklica. Ne? Ker ni živel, mislil in delal v skladu z oblastniškimi predstavami. Skratka, zgodovina je polna tega in žal se ponavlja. In zdaj se pišejo politični soneti, kar je pa spet blago čez, ne glede na ugled upletenih, ne, Svetlana Makarovič rohni čez vlado in vladi bližnje. Dvorni poeti Igor Pirkovič brani čast in ugled teh istih, narobe svet, ne samo še Leni Riefenstahl čakamo. Budimo danes kulturni, ampak kaj za vraga to pomeni? Samo trenutek, da si ga odhrkam. Takole, skratka, kulturno o nekulturi v toplovodu na kulturni dan z Ambrožijem Cirejem in mojo malenkostjo, ki sem še vedno Miha Šalehar, 1475 2202. Dajmo par taktov enega kulturnika, ki je šel do prejšnjega tedna, dokler nismo do njega vzpostavili nacionalno-patetičen odnos, vsem mal na živce. Alojz Kodre, mojster za vse, mojster za mafijo, Alojz Kodre, kriv si za vse, vedem brez radosti, točka in pol, človek in pol,
človek brez milosti, milosti. Fleten kvartir, preste in pir, pesem in smeh, sanje so le mlade oči, dolge noči, kratek poljub, kratka mladost. Šel bom na pot, daleč od daleč od mafije, mafije. Alojz brez vas, prostor in čas, leta brez žalosti, žalosti. Štempelj in pol, služba in pol, 8 ur brez skrbi, brez skrbi. Zra se mi sin, zra se mi hčer, leta prevesijo se v večer. Takrat za hip, zabežen utrip, vrne mi čas, ta pesem za vas. Alojz Kodre, mojster za vse, mojster za mafijo, mafijo. Alojz Kodre, mojster za vse, mojster za mafijo, mafijo. Alojz Kodre, mojster za vse, mojster za Marko, naj ti bo lahek iti son. 01475-2202, toplovod nocoj na kulturni dan, nekulturno o nekulturni kulturi. Dober večer, kdo je z nami? Ja, lep dober večer, Zinka iz Škofje Loke, lepo pozdravljam vse poslušalce in vaju in vse tam na radiju in bodimo kulturni. Kaj to pomeni biti kulturen? To pomeni, če dovolite, da tlele eno pesmico lahko preberem, ki sem jo napisala. Za kulturni, mislim, sploh za dom. Zinka, z največjim veseljem, a jo lahko napovem? Ja. Spoštovani in cenjeni, na kulturni dan, ko govorimo o kulturi, bo naša zvesta poslušalka in ena izmed akterjev ključnega nabora toplovodnih sodelavk in sodelavcev, gospa Zinka iz Škofje Loke, izvedla svojo pesem, spisano za to priliko. Zinka, izvolite. Moj dom, mili moj kraj, kjer sem doma. Tam beseda je topla, odprta je dlan. Srečna sem, ker beseda in pesem slovenska živi. V tihem večeru na tujem še vetrič drugače pihlja in srce po domu trepeta. Že listi in hrepeni po domačih, po cerkvi, ki sredi mesta stoji in vedno rojaka sprejeti želi. Za vsem po svetu in za doma želim vse blagoslove. Zinka, tole je bilo čudovito. Ja. To je bilo prav na današnji dan spisano. Ne, to je že spisano pred leti, ampak to je zmeri dobrodošlo, ne? To več stvari, imam takih stvari napisanih. Lepa Zinka, govorimo, prej ste rekli, bodimo kulturni. Ja. Kako si vi predstavljate
da smo kulturni, Ja, en z drugim. kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo odnosi med nami, to je kultura. Da bi spoštovali drug drugega, živeli iz te božje ljubezni. In pa je bilo, take misle hodili na misel nam in ne tiste mafijske, res. Mafijske. Ja, ker je bila ta pesem. A ja, ki je ta pesem, ampak Ja. ta mafija se, da vas potolažim, Zinka, če še Ja. ne veste, se nanaša na fakulteto za matematiko in fiziko. A ja? Ja, kjer je predaval profesor Alojz Kodre. A ja, na to pa ne vem. No, ni važno. To je zame Tudi kultura, imeniten- da smo mi kulturni en do drugega, da se spoštujemo, da se cenimo, kakor nam je dan dni še, da živimo, ali let, ali kakor je, a ne? Ampak Zinka, to me zanima. Ne? Zdaj, mislim, da smo letos precej javno polemizirali o tem, kakšna naj bo kultura. Ne? Ja, Kulturna kultura. ja. A kulturna kultura lahko kritizira prostor, čas in družbo, v kateri se nahaja. Ja, prav je, da je tudi kritičen človek, a ne, sej, ampak na tak spoštljiv način. Na spoštljiv način, a ne? A se vam zdi, da je bil Prešeren recimo kritičen na spoštljiv način v tistih časih? Prešeren je svoje življenje, a ne to, kar je on pesmi pisal vsakemu čas, kar je pa osebnega. Imel je pa tudi njegova stvar. A bi bil dober župnik Prešeren? Glede Ne na to, vem, da si je pojma mati to nimam. želela. Ne, jaz pa mislim, če ni znal družino ustvariti in preživeti, je tudi bil župnik za nič. Po moje. Mogoče Ti bi moraš bilo, imeti tudi družino urejeno, on je pa vse to skup. To, da jaz ga ne bom nič ocenjevala, to je že preživel, naj mu Bog da mir in pokoj in tako je naprej. Sam ljudje morajo pa imeti tudi zdaj za naprej ene odnose, a ne, tudi take, pa kakor kjer, ne vem. Ne. Vse se pa dobro vrača, vse se obrača, če se tudi kaj slabega zgodi v življenju, če imaš ti eno tako pozicijo, pa se ti pa tudi vse tako vrne, da je prav. Tako da bi mislila, da ta kulturni dan bodimo iz ljubezni do Boga in do bližnjega vsi nekako složni, posebej zdaj, ko bojo še te volitve, da bili pošteni, da bili res taki korektni, ne pa da se sam kregajo in to. skratka, kultura. To ni, kultura. Zinka, Ja. evo še kot medklic, danes sem bil v Škofji Loki. A res? Ja. Kje pa? Ne smem povedati, ker bom delal reklamo. Ja, Ne, zakaj? bil sem gor na gradu, Aha, v muzeju, a ja. sem se kulturno Pa bi pa lahko privzdignil s šel, svojim zarodom. Ja, kam bi lahko prišel? bi pa lahko šel v Staro Loko k nam v župnijo na kosilo, pa bi vam dala eno kosilo. Zinka, če bi vedel, pa drugič. Pa kaj drugič. Sem šel pa- so sem- pa blizu prvega programa z radio. Sem šel ko pa se na snema. Kremšnito A? in na kavo. A ja. Kremšnite so bile super v lokalu, kjer sem pil kavo, je igral pa Johnny Cash. Tako da, A ja. A pa brez kosila pa je. pa brez kosila. To je pa tako. Zinka, drugič, najlepša hvala. No prav, kar oglasite se v Škofji Loki še. Bom. No prav, srečno z Bogom. Z Bogom, Zinka, nič 1-475-2202, kak lep, ne preveč posveten, a vendarle ljubek uvod v kulturni dialog o kulturi v nekulturnih časih na kulturni dan z Ambrožem Cirejem, ki se je po težki bolezni zopet vrnil na svojo pozicijo. Dober večer. Dober večer. S kom govorim? Primož. Primož živijo. Sem mislil, da bom jaz kaj zrecitiral, pa me je prehitela. Ne, Primož, jaz vesel bom, ne? Ne, Bivši kulturnik sem jaz, ja. Ne več nastopam. Kaj pa to pomeni bivši kulturnik? To pomeni kulturnik, ki je prenehal biti kulturnik, ne. Kulturnik, ki je prenehal biti kulturnik. Je to sploh mogoče? Dobro, če gledamo skozi to, da sem enkrat dosti več pisal in nastopal skozi, če gledam tako, ja, ne. Če gledam v tej smeri, ja. S kakšno vejo kulture ste se ukvarjali? Recimo, da je bila poezija. Poezija? Ja. Oziroma je. Ok, a bi? Ja, A bi? si želim.
Pa to je noro. Spoštovani in cenjeni, bivši kulturnik Primož in njegovi verzi. Naslov je Asfalt. Nekoč, pred dolgimi časi, človek ni imel nogavic, ne čevljev, ki bi jih lahko zgulil na zemlji. Bos hodil je po zemlji. Potem, čez nekaj časa, so naredili kolo, avto in potem so naredili asfalt. Pomislite, asfalt. Pridem domov v svojo hišo, po stopnicah, odprem vrata, grem v kuhinjo, se usedem za mizo, ampak tam ni mize. Je asfalt. Črte na mizi in semafor, ki mi utripa, meni utripa rumena. Vstanem in grem v svojo sobo, ker imam lep parket, ampak tam ni parket, je asfalt. Se uležem na svojo posteljo, ampak tam ni postelje, je asfalt. Se obrnem, da objavim svojo punco, ampak tam ni punce, je asfalt. Se razjezim, vstanem, grem odpret okno, tam ni okna, je asfalt. Pogledam ven, je asfalt. Kamorkoli pogledam, je samo asfalt, 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 asfalt. To je to. Wow. Asfalt, 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 asfalt. Primož, zakaj ste izbrali točno te verze za uvod v to razpravo o vlogi kulture v teh nekulturnih časih? Ne vem, če imam neki globlji pomen. Ne vem, če imam. Mislim, da sem to, kar sem napisal pred letami, ko sem študiral in sem prišel iz gozda v Ljubljano in povsod je bil samo asfalt, ne. Ok. Ja, Ok. Ja. To je redu. Okay. Primož, bivši kulturnik. Dajva govoriti o kulturi. Ne? Zdaj, precej smo si bili v laseh, oziroma smo si še v teh dneh okrog kulture. Prejšnji teden sta se spopadli harmoniki, ves čas se lomijo besede okrog tega, ne? Kakšna naj bi bila sploh vloga kulture v odnosu do družbe, v odnosu do države, v odnosu do oblasti? Kaj se vam zdi? Meni se zdi, da vsak si izbere svojo kulturo. Ne? Imaš lahko kulturo športa, imaš pa drugo kulturo na deli, kulturo doma. To je kultura muzike, ne? To je in kultura države, ne? Kultura nekega naroda, nekega nacije. Ne? Ja. Ampak zdaj govorimo o drugi kulturi, ne govorimo predvsem o umetnosti. Ja, vse to je vse. Vse kultura je vsa umetnost. Ne? Vse to, kar se našteje, po moje, je umetnost. Ne? No, ampak omenili ste najprej športnike. Ne greva zdaj primerjati športnike in kulturnike, glede na to, da smo v dneh, ko je to. Je bilo ogromno čustev prelitih spet zaradi naših športnikov. Kako si to razlagate? Predvsem Prevca, ne? Bi lahko, on je taki športni umetnik, ne? Ker drži se to, da lahko, da še zmeraj ustraja in je bil četrti in še zmeraj ustrajal, ne? To je neverjetno, ne? Kako je lahko človek, mu rekel, da ne popizdi, kaj ga sprašujejo, kakšne neumnosti, ne? Ja. To ima neko res visoko kulturo, ne? Ok, Primož, kdaj ste do kakega kulturnika čutili podobno spoštovanje, kot ste ga predvčerajšnjim oziroma včeraj do Petra Prevca? Pa zakaj? Jaz sem sem enkrat nastopil do našega Cirila Zlobca. Ja. Do njega čutim še zmeraj veliko spoštovanje. Ne? Ker je sposoben pesnik pisati dobro, lepe stvari je doživel pač skozi življenje vse živo. Ne? Njega res,
kapo dol, ne. Tako katanc, ne bom rekel, ne. Ok, Ja, kakaj je pa vloga kulture? Ne? Zdaj, prej ste omenjali Prevca. Ne? Prevca doživljamo, ko Prevc dobi kolajno. Zakaj smo vsi srečni ob njegovi kolajni? Kaj se nam zgodi takrat v srcu? Mislim, da oziroma jaz se poistovetim z njim, ne, tudi, po mojem tudi drugi Slovenci, ko smo, on ni prišel nelahko do česarkoli, ne, Slovenci smo majhni in moramo se skozi dokazovati in pa nas nazaj poteptajo, pa nazaj ostanemo, ne. Ok, torej, bom rekel, podvigi športnikov nas utrjujejo v tem avtomitu, da nam lahko uspe kljub temu, da smo majhni in zgodovinsko tlačeni. Ja, mislim, da ja, mislim. Ok. Ja, smo v taki... No, zdaj pa gremo na drugo stran k kulturi, ne? Ja. A bi morala tudi umetnost, a bi morala to sporočati, a bi nas morala utrjevati v podobnih čustvih. Recimo, da mi kot javnost damo kulturi recimo nek konsens in rečemo, mi o sebi mislimo to in to. In zdaj vi pojte in igrajte to in to. Ja, tu mislim, da ne bi smeli, da bi ukazali, da tu hočeš reči. Ja, ali si predstavljate Prevca, da bi recimo ja, ne vem, si obesil srebrno medaljo okrog vratu in bi rekel v kamero, dragi moji Slovenci, vi ste leni, zagovedni, topoumni in butasti ljudje. Ja, mislim, da ne bi noben več sočustvoval z njim, če bi bil kaj izgubil. Ne, ker kulturniki nam večkrat to sporočajo. Ja, kulturnik si kdaj lahko mrzkej prvošči, ne. Ja. Kulturnik kot ne, v umetnosti, ne. Sej sem v bistvu, tudi jaz kdaj sem nastopil in sem se mrzkej prvoščil komu kaj povedati. Zato, ker sem bil pač tam, sem recitiral, ne. Pa noben ne vedel, kaj piše na mojem listi. Ok, a je prav, da bi recimo kulturnikom, ki nas ne povzdigujejo v naši, bom rekel, nacionalni, tej mitski samopodobi, da bi jim vzeli sredstva? Ne. Da rečemo, ti si pa sam plačuj za to, da ne boš zdaj nastavljal zrcalo. Ne, mislim, da človek mora zmeri dobiti in dobre informacije in tisti, ki ga drehnejo dobro in slabo. Ne. Tu mora imeti in če človek dobi status kulturnika, je prav, da se financira. Če dobi status, mislim, da je tudi nek kvaliteten, ne, da si tu zasluži. Ja, pa kaj to pomeni kvaliteten kulturnik? To ne vem, po mojem so neki parametri, ki jih je država določila. Sej upam, da je toliko država prav nastavljena, da to določa. Ne vem. Država to določa. Kako bi morala država to določati? Ne? Država ne nazadnje zastopa tudi vas, ne? Ja. Ne vem, sej v ustavu, kdo je napisal slovensko ustavo? Ja, več avtorjev je, ne? Ja, v večini mislim, da so ravno pisatelji in pesniki bili, ne? Aha, da bi šli njih potem povprašati. Ja, mislim... Aha, da bi kulturo merili po ustavi. Ne, nisem pomislil. Ne. Ok, dajva Primož, hvala lepa. Ja. Dobro sva zabluzila, ampak na fin način, lep večer. Ja, tudi tebe. Hvala za pesem, dober večer, kdo je naslednji? Dober večer, en kulturni pozdrav iz Štajerskega konca v Ljubljano pošilja Miho. Ja, živijo. Poslušaj, jaz pa dobim prav ošpice, ko so takrat pred nekaj časa objavili neki natečaj za domoljubne pesmi, ne? Potem sem jaz dobila ošpice, ne? Zakaj? Ker sem se vprašala, kaj pravzaprav to pomeni domoljubna pesem, ne? Vse načelno razumem, kaj so želeli povedati, ne? Da ti imaš rad domovino, da je v tvojem srcu in tak naprej, ne? Ja. Ampak vsak avtor, ki objavlja, ne vem, gledališko igro ali pesmi ali zgodbe, tudi samo pišem zgodbice in pesmi, ja, ki jih objavijo včasih v določenih revijah, da ne bomo reklame počeli. Ja. In vsak tak avtor prispeva v zakladnico kulture naroda, ne?
ker v bistvu, vsaj zase lahko povem, v zgodbe in pesmi dam nekaj sebe, svojega bistva, ne? In to je tisti največji zaklad, ki ga dajo pač avtorji del na ogled občinstvu, ne? In potem spada v zakladnico naroda, kulturno zakladnico naroda, ne? Ja, ampak očitno nam... v bistvu obogati, ne? Gospa, kako ste že rekli, da vam je ime, se opravičujem? Ksenija. Ksenija. Ja. Ksenija, tole me zanima. Na eni strani imamo tudi domoljubne žanre, ne, ki so zadnje čase sila popularni, oziroma se vršijo takšni ali pa drugačni pozivi, da ne rečem tudi pritiski v to smer, da bi morala pač umetnost na nek način konstruirati domoljubje v naših prsih. Ne? Ja, ampak oprosti, ob tej besedni zvezi dobim špice, no, res. Če ne bi imela rada svoje domovine, verjetno ne bi živela v njej, ne? Verjetno ne bi počela dobro svojim sodržavljanom, če ne bi rada imela svoje domovine, ne? Ker posredno tudi delam svoje domovine, ne? Ja, ok, ampak po drugi strani imam pa občutek, da se ne želimo soočati s kulturo, ki nas kritizira na nek način, ki nam ustvarja v zrcalu neko podobo, ki je ne želimo videti. Ja, ampak takšna kritika je lahko konstruktivna, če jo dobro premisliš. Ni treba kritike vzeti kot, ne vem, potlačenje. Lahko je kritika konstruktivna, da pogledaš v sebe, kaj je narobe, kaj se lahko popravi. Ne? Evo, Nika piše točno to, ne, Slovenci se poistovetimo, če kdo dobro smuča, pomeni, da dobro smučamo vsi, če se v pesmih veselimo, vriskamo in pojemo, povemo, da smo vesel in brezskrben narod, če nam pa kdo od sodobnih umetnikov nastavi ogledalo, nam pokaže bedo, ki je, pa to zavrnemo. Ja, zato ker ne znamo biti konstruktivni, ne znamo se naučiti. Napake niso napake, ne? Ampak so samo povratna informacija, kaj delam narobe. Ne? Tako je treba to vzeti. Ja, ok, kako pa potem gledate na politiko, ki recimo v našem imenu preganja, če rečem pretirano, kulturo, ki ne časti tega trenutka in te poti? Na tak lep kulturni dan jaz ne bi v politiki, ne? Ampak da bom kulturna. Ne? Ampak kultura že dolgo ni bila tako politična, kot je zdaj. Mogoče si tisti, ki so trenutno na oblasti, ne želijo pogledati, kaj delajo narobe, ne želijo biti konstruktivni, ne želijo popraviti. Ampak se politika je tudi muza na nek način umetnikom, ne? A bi, ne vem, Drago Jančar, če greva v vaše konce, lahko napisal veliki kristalni veliki kristalni valček brez takratne partije. Ne bi mogel, ne? Ampak tudi ta njegova drama, ne, je v bistvu konstruktivna kritika, ki se lahko pogleda, kaj se da narobe, ne. Vsaka satira, ne, na neki način okrca nekoga, ne, je pa tudi konstruktivna, ne. Kaj se da popraviti? Ok. Ksenija, najlepša hvala. Enako. Pozdravite mi Maribor. Bom. Živijo. Živijo. 01475 2202 na kulturni dan, kulturno o kulturi, nekulturi oziroma njunih vlogah v našem vsakdanu nove realnosti, ki verjetno potrebuje tudi nov odnos do teme današnjega dne, ki je ne prakticira skoraj nihče, po neki anketi sodeč. Dober večer. Dober večer, živijo Liljana pri telefonu. Liljana, živijo. No, bom jaz tudi začela z eno krajšo pesnico, ko sem jo pred 10 leti napisala kot del ene zbirke Koga za otroke, pa se mi zdi, da je aktualna. Ok, Liljana, samo da ni kakšna kosmata. Ne, čisto kratka, bom pa dovišla še kosmato, če bo treba. Ne, upam, da ne. Ja. Nikoli ne lažem, če ni mus. Pridem in zidem resnico ko šus. Potem
pa hitro izginem, da se mi kaj ne zgodi. Resnice ne marajo vsi. In zdaj mi je šla skozi glavo, se rekamo dole, pa se to je čisto aktualno, glede na to, kar se pogovarjamo. Ne? To je aktualno, ampak kdo zdaj ne mara resnice? Ne? Jaz mislim, da... Ja, zdaj smo pa tam. Aha. Danes zadeva vprašanje samo kritičnosti in pa smo takoj in pri osebnem odnosu do kulture in pri politiki. Če imamo politike, ki niso samo kritični, normalno, da ne prenesejo zrcala, ki jim ga kultura, recimo tista, ki rečemo prava kultura, ne, postavlja. Ker kultura je v bistvu res samo zrcalo vsega, kar ljudje doživljamo. No, ampak se tudi mi ne prenesemo kritike, ne? Tudi in ljudje intimno in politika kot taka, ki so tudi ljudje, ne? Recimo. Tako da vedno, jaz sem namreč tudi, ne vem, bi se dalo kategorijo bivših kulturnikov, ker kulturnik si ali pa nisi, ampak nekoč sem imela status, ko si sicer sam plačuješ prispevke, pa so bi tudi tega oduzeli, zaradi tega, ker sem se ukvarjala s preveč različnimi področji kulture, ne samo z enim. Tako da sem potem pokojnino dočakala v drugem poklicu, ki je, hvala Bogu, mi bil tudi dosti blizu. Ampak od kulture se takrat pač preživeti ni dalo in potem sem rahlo odnehala na ta način. Tako da sem osebno zelo udeležena v tem. Ok, Liljana, dajva se, ko ste ravno izrekli, da se od kulture ne da živeti, dajva še preveriti tisto pošiljanje kulturnikov na trg. Ja. Ne? Sem li ta prava generacija za to. Ja, ne zanima me, kako razmišljate o tem. Ne? Naj preživi samo tista kultura, ki zna preživeti na trgu. Ja, jaz se s tem ne strinjam čist, ne? Ker kako bi potem sploh kdaj začel. Jaz sem bila, sem še vedno uradno moj prvi poklic je akademska slikarka, ampak včasih, ko sem jaz to diplomirala, to je bilo, kaj sem tam enega leta, kdaj je že bilo 81, ti nisi mogel kar tako razstavljati, ne? Ni bilo toliko teh malih galerij, zasebnih in tako naprej. In ti si lahko prišel do razstavnega prostora samo tako, da si bil okolju prijazen, če ne tako rečem. Ja. Nisi si preveč gobca stegvati, ker potem te enostavno niso uvrstili. No, jaz sem bila vedno od bolj gobčih in se potem nisem niti trudila priti kje zraven. Potem, ko se je trg sprostil, sem pa jaz tudi že tako zatavala v čisto drugo področje dela, prevajanje in tolmačenje in tako, da ni bilo časa. In zdaj, če bi obstajal kakšen način, že to recimo, ker nismo imeli ne vem kakšnih štipendij, zato da si lahko študiral na enem takem faksu in si moral vedno zraven še kaj drugega početi, bi lahko najbrž svoje želje in zmogljivosti razvijala drugače. Ok, a veste, kaj razmišljam še, Liljana? Ja. Zdaj le, ne, da je kultura, tako razmišljam o tem odnosu, recimo, ki ga zdaj izkazuje aktualna politika od kulture, ki na nek način sugerira, pa dajte vi, kulturniki in kulturnice, dajte pisati lepe stvari o nas, dajte pisati o teh lipicancih med Muro in Piranskim zalivom, o tem kraškem ruju, o tem, kako smo tukaj doma srčni, marljivi in pridni in umni ljudje, ki bomo prej ali slej se zbudili na peronu v tisti drugi Švici, dajte za Boga to pisati, ker si tudi ljudje tega želijo, kar je pravzaprav neka taka demokratična sugestija. Ne? Če rečem, da oni špekulirajo z neko idejo demokratične večine, to si ljudje želijo, tega, oziroma to dajte ljudem. Ne? In potem razmišljam, da je kultura v resnici ena taka totalitarna nadstavba. Ona se pravzaprav požvižga na to, kaj si mi mislimo o njej. Je tako, kot smo jo mi uspeli uličiti, pa ne samo in mi. In nas samo muči. Kaj pa če bi vzeli, da je kultura tako, kot je rekla tista gospa iz Škofje Loke, katere ime sem pozabila. Zinka. No, da bi bili najprej kulturni drug do drugega in sami do sebe. Ampak kaj to pomeni biti kulturen drug do drugega? Za moje pojme je bila kultura tista, ki rečem ta prava, ne, za moje pojme iskrenost. V kulturi ni blefa. Tako prepoznaš kvalitetno umetnost, tudi če nimaš teoretičnega pojma o njej. Prava kultura je za moje pojme vedno iskrena. Zadane žebljico na glavico. Ja, včasih tudi boli, Bog pomaga, pravzaprav večinoma. Ja, in zato zna biti, da je dostikrat šele posthumno razumljena. Liljana, najlepša hvala.
No, toliko v razmislek. Hvala tudi vam, nasvidenje. Živijo. Še ena bivša kulturnica, 014752202, kulturno o nekulturi oziroma kulturi oziroma njunih vlogah v sodobnem času. Dober večer. Dober večer. S kom govorim? Dejan pri telefonu. Dejan, živijo. Lep pozdrav, gospod Šalehar. Ja. Jaz bi pa recitiral tudi nekaj, sicer ni moje, pa od dr. Franceta Prešerna, če lahko. Ja, na takle dan s Cirejem prikimavava. Torej, Dejan in dr. France Prešern. Sem dolgo upal in se bal, slovo sem upu strahu dal. Srce je prazno, srečno ni, nazaj si up in strah želi. Zdaj bi še neko spremno besedo potrebovala. Ja, to boste pa vi povedali. Ja, ne, čakajte malo, Dejan. Na take cenene finte pa ne padam. A ja. Ne, kaj ste želeli povedati s temi Francetovimi verzi? Ja, da točno to, kar je napisal, da se ni treba izogibati strahu, ampak da mu je treba iti nasproti. Da tudi, če se ga osvobodiš, je nekje naprej naslednji strah, ki mu je treba iti naproti. Tudi v kulturi. Tudi v kulturi. Skratka, da je treba kulturo razumeti kot nek proces soočanja z neljubimi podobami sebe, z neljubimi dejstvi o sebi in to nekako preiti, vedoč, da te, ko premagaš tega, čaka nova epizoda in tako kot je, mislim, da ta filozof Svetina rekel, da je kultura potem takem pot k učlovečenju. Ali sem zabluzil? Jaz ne poznam tega filozofa, ampak si pa mislim, da je tudi kultura v tem svetu, kakršen je kapitalističen, tudi neke vrste borba in tako, ko ste že pred časom omenjali, da so se tej določeni naši kulturniki, ki so bili recimo proti tisti takratni oblasti, so se morali boriti za svoj obstoj in so se tudi na tak način, ne? Da so se morali postaviti zase in iz tega. Ja, ampak zdaj en tak konfuzen odnos, recimo, mi smo kot narod hvaležni nekdanjim oporečnikom, kar so vsi prej na prvo žogo našteti bili, pa še kdo, ne? Zdaj kar naenkrat pa soglašamo s tem, da bi kultura naj ne bi več oporekala trenutnemu konsenzu okrog tega, kaj je v naši družbi vredno, temu, kaj smo v tem trenutku in tako naprej, ne? Ja, ne razumem čisto dobro, kaj hočete povedati, ampak vse kultura izhaja iz človeka, iz ljudi, iz tistega oziroma sedaj današnjega obdobja, kar izhaja, ne? To se pravi, se borimo zase, za tistega okolja, kjer izhajamo, kjer smo postavljeni v svetu. Ok, kaj pa to pomeni, recimo, ker obstajajo neka obdobja, ko se kultura predvsem pojavlja v nekih kulturnih rubrikah z eno izrazito malo gledanostjo, poslušanostjo ali pa branostjo, ne? Ampak potem pridejo pa časi, kakršnega živimo sedaj, ko se pa kultura pojavlja tudi v vlogi nekih
in kulturniki v vlogi nekih političnih akterjev ali pa političnih novic ali pa za potrebe dnevno politične municije in tako naprej. Kakšne so tukaj povezave po vašem mnenju? No, jaz ne spremljam neke politike, spremljam pa mogoče bolj svetovno dogajanje, no pa tudi slovensko, lahko tudi potem temu rečete politika, ampak si mislim, da je bolj to ustavljeno v čas, ki se dogaja vse skupaj. V svetovnem merilu, že zdaj, ne. Ok, pol vloga umetnikov ni, da bi hvalili oblastnike. Ne vem, nisem ne umetnik, ampak treba je pa spoštovati to, kaj si ljudje, umetniki ali pa vsakdor drug misli, iz česa izhaja iz sebe in če zna to izraziti na ta prav način, ali je to predvsem kako si mislijo sami zase. Ja, mogoče pa kultura pozabila zgodovinsko vlogo, da se pač naročnik umetnike plača, da jih se naslika lepe. Ampak to potem ni več kultura. Dejan, najlepša hvala. Hvala, lep večer. Lep večer. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Živijo tukaj Miha, tam pa Urh živijo. Urh, samo še eno kritiko, ne, zdaj moramo biti samo kritični. Katka Sladka prav, mi smo vse pomešali, kultura pa umetnost nimata dosti skupnega. Mogoče etiko, kultura določa meje, umetnost pa te meje briše. Bom predrzna, pa bom rekla, to je pa zanimivo, kulturnik ima jajca v hladilniku, umetnik pa v hlačah. Ok, Urh, to je bil samo tako medklic, kje bova začela? Tole mi je pa dal misliti. Tole mi je pa res dal misliti. Ja. V bistvu, jaz bi pa v nečem, jaz bi govoril po Harryju Potterju. Ne, ok, 30 sekund vam dam. Ok. Slutim, da bo dobro. Harry Potter je knjiga, ki pravijo, da je knjiga za odraščujoče. Ja. Tega prej nismo poznali. Se pravi, imaš v bistvu kulturo za odrasle ljudi, kulturo za otroke in potem kulturo za najstnike. Ja. Se pravi, kako je do tega prišlo kar naenkrat, mislim, vse smo imeli gimnazijko, ne, pa imeli smo pa tajno društvo PGC, ja, odlično. Pa bratovščina Sinjega Galeba, skratka za vsako od starostno skupino. Urh, jaz se nisem želel o tem pogovarjati. A se vam zdi, da bi bili recimo kot družba boljši, če bi vsak izmed nas prebral 3-krat toliko knjig, obiskal 3-krat toliko razstav, 3-krat toliko dramskih uprizoritev, 3-krat toliko poezije prebral, da ne bom koga izpustil, skratka. A da smo boljši. Ja, 3-krat toliko terabajtov. Kako bi se to recimo poznalo v družbi? Jaz vem, da to koristi vsakmu, ki ima opravka z nadzorom. Z nadzorom na kak način? Recimo varnostnik. Da lahko brez konflikta doseže če kaj. To je, kdorkoli, ki hoče kogarkoli v karkoli prepričati, bi mogel to brati. Okay, skratka, pa bi mogel nekaj gledati, pa bi mogel biti razgled. Zdaj, da ne prije do konflikta. Skratka, če bi varnostnik na dobu prebiral, ne vem, Solženicina, bi bil boljši človek in boljši varnostnik. Ja, ali pa da vzadnje zvenenje v glavi. Ali pa Jančarja.
Ja, Zvenenje v glavi je fantastičen film, ki govori o ljudeh, ki so v groznih pogojih, pa bi radi vse košarkarsko tekmo gledali. Okay, pa jim še to ne pustijo. A ni to grozen? Jaz bom občutek, da je pol pekla našega, jaz sem za te, ker ni bilo nobene fuzbol tekme. Ok, lepo se imete. Tudi vi, Urh. Urh je nabrit. Nič 1 475 2202 na kulturni dan, kulturno o nekulturi in kulturi. Dober večer. Dober večer. Živijo tukaj Miha. Dober večer, se slišimo? Se. Lep pozdrav. Imamo mešanico pojmov, ne? Ampak na ta kulturni dan je mogoče prav, da si povemo, kaj je kultura in kaj je umetnost. Najprej bi pa rekel tako, slišati, uslišati, doumeti, bom rekel, slovenščina, to ponavljam vedno znova, uglaševanje pomeni, da se oglasimo vsi. Oglaševanje je, da se oglašamo in govorimo o sebi. Preglasovanje je čez vse glasovati, uporabljati glas. Velja za vse oblike besed in besedotvorja. Zdaj pa v kulturi. Kultura je tisto, kar recimo po definiciji prihaja iz latinščine in pomeni iz kolere, kar pomeni gojiti. In pravijo, da se nanaša na vse oblike človeške dejavnosti, njihove simbolične strukture in predvsem pa je važno, da zaznamuje vse, kar družba med seboj deli kot skupnost inteligentnih bitij. In to so tako tehnika, umetnost, znanost kot moralni sistemi, predvsem pa zelo važno in pomembno vedenja in navade. In družbe vemo, da imamo različne kulture, govorimo o osebni kulturi posameznika, govorimo o kulturi drugega, govorimo o tem, da je treba hraniti kulturno dediščino in tako naprej. Skratka, preteklost se ohranja skozi naše doživljanje tega vedenja, ki ga delimo med seboj. Igor, zdaj le bom si dovolil uskočiti, se upravičujem, da ne bomo tega predavanja, ki je sicer blazno zanimivo, poslušali do konca oddaje, bi rad še od vas slišal, preden se posloviva, eno mogoče kratko analizo stanja opremljenosti s kulturnimi vsebinami dežele, ki ji pripadava. In v tem je beseda. Mi svojega jezika ne spoštujemo, ga ne slišimo, mi se pogovarjamo, kramljamo, bedastočimo, zmerjamo in tako naprej. To je stvar, na tem nivoju je tudi jezik stvar kulture. Umetnost je bila pa nekdaj, ne zato, da je oporečna, ampak zanimivo, da v tem slovenskem kozmosu, ki je tako razcepljen z vsem, kar se išče, to se pravi komuniste, grobove, ne vem, generacije se morajo ukvarjati s stvarmi, ki niso prihodnost in ne smisel. Umetnost je bila pa zmeri, veste, oziroma veš, Miha, pravijo nekateri, da je to samo eden oziroma najpomembnejši način spoznavanja sveta. To ni zgolj to, kar umetnik naredi, ampak je drugačen pogled na svet. Ok, Igor, lahko uskočim. Igor, sva na zvezi? Prav, ja. Ne, to me zanima, ker bi vas tole ustavil, ker je bila ta zamisel zanimiva. Ne? Umetnost kot način spoznavanja sveta. In zdaj, če smo mi v tej dobi, bom rekel, izpostavljeni nekemu orkestriranemu napadu z informacijami, ki nas prepričujejo na tak pa drugačen način, bodi si marketinške, ideološke, politične in tako dalje, o stanju sveta, o podobi sveta, o tem, kje smo, kam gremo in tako naprej.
Kako pomembna je umetnost v luči tega in kaj nam lahko pravzaprav sporoči? Točno tako, to sem hotel nadaljevati, pa ni bilo čist. Mogoče nisem dobro začel z pomenskostjo oziroma s tem. V renesansi, to, kar je delala renesančna perspektiva, famozno, prelepe slike, to videno, to ni resnica. Sence stvari ali pa to, kar mi doživljamo, ker mi smo doživljavci sveta, svojega okolja. Umetnost je samo eden od načinov, kako gledamo na svet. In renesančna perspektiva natančno povejo, da je zgrajena za tem, da je iluzija. Mi z našim izkustvom doživljamo tudi predmete izza. To se pravi različne perspektive, različni pogledi. In zdaj, če se gremo našo slovensko kravje razumevanje umetnosti, ki je boleče, je seveda to domoljubje, klicanje po, zavednosti, dolinsko zatohli kulturi, ki naj bo domoljubna in naj poje, da smo Slovenci, to se pravi Slovenec sem, to je nekaj, kar še Bantu ne dela. Mi imamo tako lepe in zdravica, zdaj se pa vrnem k Prešernu. Nobeden ne ve in malo kdo ve, kaj pomeni nazdraviti, kaj je zdravica. Vrtovec, prvi slovenski vinolog, duhovnik, si je želel, da bi nekdo napisal pesmi o vinu in zdravju. In je našel Prešerna, ki pa je zadevo preobrnil. Z vedenjem Čopa in drugih in predvsem svojih krogov je vedel, da so v Rimu v največjem blagostanju liberalizma, to se pravi predkrščanskega liberalizma, če bom tako rekel, danes imamo krščanski liberalizem domnevno, so se ljudje na zabavah so zastrupljali svoje nasprotnike, svoje oponente, svoje drugačne misleče politične in tako naprej. V tej gala družbi, kjer so ležali v obilju, so imeli služabnike, ki so preizkušali pijačo, da ne bi bili zastrupljeni. In nazdravljanje pride kasneje iz tega, da sta dva, ki sta si želela zdravje, sta se pogledala v oči in sta šla z rokami drug drugemu naokoli in spila iz drugega kozarca. To se pravi, jaz te gledam v oči, rečem na zdravje, kar pomeni dobro mislečnost in te ne goljufam. In zato, da je to res, so prevzeli navado, da je šla moja pijača v tvoje grlo in tvoja pijača v moje grlo, kajti če drugače ne bi preživeli. In iz te zgodbe je zdravica. Zdravica je pravzaprav nazdravljanje ne temu lepim ženam, Slovenkam in tako naprej, ampak predvsem tem, da ne smemo drug drugega, ko si nazdravljeno, to pa pomeni, da si delimo vedenje o zdravju, deliti skritih, slabih in predvsem pa zlobnih misli ali dejanj. Igor, tule bo Igor, ker se nama ura izteka. Ja, to je Prešeren zvedel. Igor. Reci. Tako čudovit pripovedovalec ste, samo še prav moram vas pohvaliti in za zadnjo vdajo. Nimate samo minute. Vi si morate pustiti kdaj žal v besedo skočiti, ker imam še kup zanimivih podvprašanj ob teh zanimivih. Ostaja za drugič in ostaja za kolektivni spomin. Moram pa reči, da to samo proslavljanje Prešerna na tak način je tako degutantno in tako, to so veliki umi in velika izročila. In nehajmo prepevati in nehajmo lutke nositi in maškarirati se in se preoblačiti v Prešerne. To je, ko bi rekel, to je popotno, pohodniško,
razuzdano razumevanje kulture in pa predvsem umetnosti, ki je kritična do okolja in do sveta. Igor, lahko še en vers? Ne, še en vers za konec. Kratek. Moj? Lahko. Ali tvoj? Moj ali tvoj? Moj ne obstaja. Vsi smo eno, vse razdeljeno, drug drugemu dodeljeno. Igor, hvala. Enako. Čuvaj modrosti, ki jih je treba hraniti zelo na skromen način. Hvala. In jih ne razglašati tako, kot delajo, plutokrati v tej državi. Igor, hvala. Živijo. Živijo. Spoštovani in cenjeni, kulturno smo priromali na sam konec toplovoda na kulturni dan. Hvala za zanimivo debato. Če ste nas zamudili, se prepozno priklopili, nas lahko najdete na spletni strani val202.si ali pa toplovod v obliki podcasta, ki ga dobite še frišnega, ko ga Cirej zavije pri vašem telefonskem dostavljaču za takšne vsebine. Poslavljava se jaz in maestro, ki je priromal po težki bolezni v studio, spet s pesmijo še enega pokojnega. Živijo. Tihe so njive, izpraznjene kašče, veter odpenja oguljene plašče. Kaj naj še dvigne pozabljena roka? Kdo je na vrsti, da bo za preroka? Porasle so steze, klečijo kozovci, neveste so sive, utrujeni kravci, domovi molčijo, zrno žitnega glasa, legende zvenijo na posteljah časa. Dekle je zemlja, morda stanovitna, odgrnjena v spanju, v rokah rodovitna. Zrasla je ob rajdo, na robu spomina, med kamnom in vodo, čakajoča tišina.